Pozdravljeni, sem Evelin Krajnc, prihajam iz družinskega podjetja Kertronik. Kertronik je podjetje, ki omogoča digitalizacijo dela medicinskih sester. Naše rešitve se prodajajo v več kot 50 državah po vsem svetu. Zelo smo veseli, da lahko z našimi inovativnimi rešitvami pomagamo pri tem. V prostem času pa se rada ukvarjam s športom, rada berem knjige. Že celo življenje sem nekako povezana s podjetništvom. Oba stara starša sta imela podjetja. Po mamični strani so ustvarili mizarsko delavnico, v najboljših časih so imeli zaposlenih tudi 25 ljudi in zgradili so 1000 kvadratnih metrov veliko delavnico. Moj ata je vedno želel vse dobro za svojo družino. Sam je imel namreč zelo težko otroštvo. Odraščal je eden od 12 otrok. Imel je pa tudi veliko nekih misli, ki jih je rad delil z nami, kot je več znaš, več veljaš. Poštenost je ena najbolj pomembnih vrednot. Mogoče sem se tudi zaradi tega sama odločila za študij v tujini, kjer sem v bistvu doktorirala na ETH v Zürichu in potem naprej tudi raziskovala v Ameriki na Harvardu. Iz tam sem v bistvu dobila super izkušnje, kakšno motivacijo imajo ti ljudje, kakšen namen za skupno dobro, da ustvarijo nekaj več. Mogoče se nisem vedno videla v tem našem družinskem podjetju, ampak ta podjetništvo mi je res super. Tako da zdaj nekako povezujem to mojo analitično znanje z intuicijo, kjer lahko vplivam na določene stvari. In res mi je super, ker lahko rastemo, ustvarjamo, prihajamo na nove trge. Hkrati so pa seveda tudi izzivi v podjetništvu, ker vedno želimo ustvariti stabilno podjetje, ki bo imelo dolgoročno vrednost. Kertronik v bistvu digitalizira delo medicinskih sester. Mi v bistvu omogočamo medicinskim sestram, da se res lahko fokusirajo na oskrbo, da pomagajo pacientom in da imajo več časa za paciente. Tak je naš cilj, naše poslanstvo. Imamo digitalne rešitve za bolnice, za domove starejših. Sedaj jih uporabljajo že, kot rečeno, v več kot 50 državah po vsem svetu. In veseli smo, kadar odpiramo nove trge. Seveda smo pa tudi zelo veseli, da imamo lahko projekte v Sloveniji, kjer pomagamo pri delu medicinskih sester. Jaz verjamem, da v podjetništvu je zelo pomembno, da imamo nek cilj, da nekaj izboljšamo, da v bistvu za ta cilj se skupno celotna ekipa bori. V bistvu mami je vedno želela, da smo skupaj. Vedno sem se jaz že tudi tekom študija in tako vključevala v različne sejme, sem se tudi zraven udeležila. Tako da vedno so nas povezovali, da je družina res neka celica. Tako da jaz sem bila vedno zelo, zelo dobrodošla doma. In tudi vsak se mi zdi, da je rad nekako skupaj z domačimi, kjer je neko lepo okolje. Seveda zdajle, ki pa podjetje tako raste, trenutno nas je več kot 70 zaposlenih, so pa različni izzivi, ki pa jih probamo reševati čim bolj. V bistvu najtežje v podjetništvu je mogoče, ker jaz sem zelo ambiciozna, imam zelo visoke cilje in v bistvu kako zdaj ekipo motivirati, da res vsi skupaj se trudimo za ta cilj,
da tudi, ko v bistvu te nihče ne gleda, da se ti trudiš po svojih najboljših močeh, ker sedaj je preseglo to število, da ne moramo vsakega gledati, mikromenedžirati, kaj dela in kako, ampak sedaj mora biti tisti naslednji korak, da se vsak trudi za ta nek skupen cilj in da je v bistvu pozitivno ozračje, kljub temu, da se res dela in da skupaj nekaj ustvarjamo. Da ta ozračje, to kulturo ustvariti tako, mislim, da je v bistvu največji izziv. Mislim, da smo kar zelo lepo peljali podjetje. Širimo se na nove trge, to so konstantno zelo velike investicije. Lani smo se tudi preselili v nove prostore, kar je tudi res super. Mogoče bi se sicer še prej preselili v nove prostore. Investiramo v produkt, da je res inovativen. Sedaj tudi delamo, da so AI rešitve del našega produkta, tako da res probamo omogočiti medicinskim sestram, da se lahko fokusirajo na oskrbo. Najbolj ponosna sem, da uspemo kot cela ekipa rast, da smo v bistvu res podjetje, sedaj smo prišli do nekega novega nivoja. Podjetje je hitro rastoče že, mislim, da več kot zadnjih 15 let. Vsako leto lepo počasi organsko rastemo. Super mi je, ker v bistvu z vsakim projektom, ki ga dobimo, potem je kakšna novost, ki jo razvijamo prav za ta projekt in je potem ta novost, inovativnost, funkcionalnost uporabna tudi pri drugih projektih. Precej časa si posvetim podjetništvu. V bistvu, karkoli sem počela v življenju, sem vedno bila zelo popolnoma v kateremkoli delu sem že delala. Ko sem delala doktorat, sem delala tisto, tudi za vikende in tako. Zdaj pa podjetništvo, sicer probam v bistvu trenutno malo bolj balansirati delo in prosti čas. Sicer vseeno zelo uživam v delu, zelo mi je fino, ko rastemo, ampak če sem preveč v tem, potem mogoče tudi sem preveč zahtevna do sodelavcev in zato je mogoče kdaj boljše, da tudi jaz stopim korak nazaj in mogoče se posvetim še kakšnim drugim izzivom. Svetovala bi, da je treba čim prej začeti, da je fino, da si optimističen, pa da je zelo pomemben, kakšen tim zbereš zraven sebe, da so to res aktivni ljudje, ki želijo nekaj ustvariti, da je v bistvu cel tim potem že sam deluje in ustvarja in gre v pravo smer.